Najprej bi prosila vse nas za 1 minuto molka, za vse tiste naše prijatelje, podpornike, za vse tiste člane društva Belis, ki so zapustili zemeljsko življenje. Minuta molka, za hvaležnost, da so bili z nami, za vse delo, ki so ga naredili tukaj v Sloveniji, za vso ljubezen, ki so nam jo zapustili, in za vsa dobra dela. Hvala lepa. Hvala lepa. Čutim bolečino v duhu Slovenije. In ta bolečina je skupna. Karkoli dobrega storimo komurkoli, storimo vsem nam. In če nekdo trpi, če nekdo prizadet, žalosten, bolan, to čutimo vsi. Tudi živali, tudi rastlinje, drevesa. In zato je tako pomembno, da imamo to društvo za srečno življenje Belis, da prinašamo upanje, da prinašamo ljubezen, svetlobo v ta prostor slovenski in da drug drugemu stojimo ob strani, ko imamo izzive, ko se odločamo, tudi mi, da bomo ljubezen. V 9. členu našega statuta, prva alineja, smo se zavezali brezpogojni ljubezni. Zavezali smo se, da bomo z ljubeznijo reševali naše izzive, vse tiste, ki jih imamo, z nasmehom. To ne pomeni, da pozabljamo. To ne pomeni, da podpiramo. To ne pomeni, da se strinjamo. Vendar rešujemo sebe, svoje življenje, svoje zdravje. Rešujemo tisto, kar se da rešiti z našo osebno odločitvijo. Tudi jaz osebno sem se 29. novembra že leta 1988 odločila, da bom z ljubeznijo reševala svoje izzive. Ne več z zamero, ne več z ločitvijo, ne več s sodbami, ampak res z brezpogojno ljubeznijo. To je bila moja osebna zaveza. In priznam, če se ne bi odločila za to zavezo, danes mene tukaj ne bi bilo. Moja mami je že pri 53 letih odšla iz zemeljskega življenja. Ni znala odpuščati. Vsi so bili drugi krivi. V zdravilih, tabletih, pri zdravnikih je iskala rešitve. In ne v svojem srcu. In zato je tako zgodaj odšla iz zemeljskega življenja. Vendar mi je zapustila sporočilo. In hvaležna sem ji za to sporočilo. Ne pojdi po moji poti, je bilo sporočilo. Odpuščaj, smej se, pleši in ljubi življenje. Ja, moja duša je bila tedaj tudi že zelo obremenjena. In moja pot odpuščanja je bila zelo, zelo, zelo dolga. Od leta 88 do leta 95.
je bilo intenzivno odpuščanje. Intenzivno sem se odločala za ljubezen, za mir, za sprave. In uspela sem. Leta 96, 7. marca sem rodila z brezpogojno ljubeznijo, brez bolečin, dobesedno kraljevsko. Kraljevsko pomeni z mehurjem. Otrok, ki se rojeva z mehurjem, je zaščiten pred bolečinami, pa tudi mati. In moj otrok, 4., se je rodil z nasmehom. Ni jokal, ko je prišel na ta svet, smejal se je. Tudi ko je moral oditi iz tega zemeljskega življenja, ni jokal. In zato vem, da sem bila zelo blagoslovljena s to njegovo dušo. Veliko me je naučil in še vedno me uči iz nebes. In zelo sem mu hvaležna. Zelo, zelo hvaležna. Če ne bi imeli podpore od bitij, ki so na višji frekvenci kot mi, zemljani, če ne bi imeli pomoči, ne bi bilo več Slovenije, ne bi bili danes tukaj in ne bi jaz govorila o brezpogojni ljubezni. Jaz osebno nisem bila ljubezen, ko sem se odločila za ljubezen. Ne, nisem bila. Bila sem razvalina. Moja duša je bila črna, polna zamer, jeze, sodbe. Vendar sem dobila milost. Dobesedno milost. Mi naredimo prvi korak. Vse ostalo nam je darovano. A pomembna je naša odločitev. Pomembno je, da odpremo vrata, ko dobimo gosta, da lahko vstopi. Če mu ne odpremo vrata, stoji pred vrati, mogoče ima za nas zelo lepo darilo, vendar mi se bojimo za vrati, le kaj bo, če bomo odprli vrata in strahu ne odpremo. Bojimo se, da nas bodo kaznovali sistemski možje, da nas bodo odpeljali na Golgoto, na križ. Ne bojo nas. Ti časi so minili. Hvala Bogu. Oni so zdaj na Golgoti. Ne tisti, ki smo se odločili za brezpogojno ljubezen. Mi imamo blagoslove, oni pa trpljenje. In strah jih je. Strah jih je. Kaj bo? Ker ne obvladajo več situacije. Le kdo bo ugasnil sonce, ki zasije z vso svojo močjo in svojimi blagoslovi na vse nas. Le kdo lahko ustavi veter? Le kdo lahko zaustavi pomlad? Poletje, jesen? Ne more nihče posegati v Božjo voljo. Lahko pa jo sprejmemo. Lahko odpremo vrata za to brezpogojno ljubezen in se na ta način poslovimo od zemeljskega življenja, od zemeljskega razmišljanja, od zemeljskih bolečin, od zemeljskih strahov, od jeze, zamer, ljubosumnosti, zavisti, revščine, uboštva in celo smrti. Ja, tudi od smrti se lahko poslovimo, ko se odločimo, da odpremo vrata brezpogojne ljubezni. Ker brezpogojna ljubezen ni smrt, je življenje, je radost, je mir. In v poslednjem času bo tudi smrt dobesedno izbrisana iz planeta Zemlja, ker bo nastopilo tisto obdobje, ki ga vsi čakamo. Zemlja bo blagoslovljena z resnico.
z brezpogojno ljubeznijo, z življenjem, z lepoto. Zakaj? Zato, ker zmaguje ta brezpogojna ljubezen. Ker nas je vedno več, ki smo odprli svoja vrata za to ljubezen, ki smo odprli vrata za življenje, ne za sodbo. Sodba je padec od brezpogojne ljubezni. Sodba pomeni, da rečemo, to je dobro, to je pa slabo. Ti si grešnik in si vreden, da te križamo, pribijemo na križ in tako naprej. Ti pa si krasen, ti si pa dober. Ti pa lahko ubijaš slabe ljudi. To je ta sodba. To je ta sistemski padec od prave brezpogojne ljubezni. In ko zapuščamo to zemeljsko realnost, to zemeljsko sodbo, te mesene želje, ta mesena spoznanja, to ne pomeni, da umremo. To pomeni samo, da smo odprli vrata, srce za dotik Božje resnice, svetega duha, duha življenja, duha, ki spreminja solzo v biser, duha, ki spreminja bolezen v zdravje, duha, ki spreminja smrt v življenje. Samo to se zgodi. Zgubimo trpljenje, uboštvo, jezo, zamere in dobimo radost, dobimo življenje. Dobimo vse tisto, kar so naši predniki izgubili tudi za nas. Ker niso vedeli, ker niso sprejeli te resnice, ki je tako preprosta. In je vsakemu darovana kot brezplačni dar. Mi smo ljubljeni od našega stvarnika. Od stvarnika nebes in zemlje in vseh vidnih in nevidnih bitij. Ljubljeni smo. Za njega smo sveti, vredni, vredni vsega najlepšega. In kdor dela na nevrednosti, na ločitvah, na prepovedih, na sistemskih zakonih, na pravilih, ta ne dela po Božji volji. Dela za sistem, dela za denar, za svojo slavo, ki slej ko prej mine. Vsi tisti, ki pa širimo to resnico, ta čudoviti evangelij, to radostno vest, da smo vredni biti srečni, zdravi, radostni, polni ljubezni, blagoslovov, ker smo ljubljeni. Ker smo tukaj zato, da živimo, da se radostimo in da ta planet spremenimo v planet radosti, sreče, miru in ljubezni. In vsi vi, ki ste že člani Društva za srečno življenje Belis in ki vztrajate v dobrem in slabem z ljubeznijo, ki nas podpirate, imate svoje blagoslove. Velike blagoslove, ki so blagoslovi direktno iz neba. In ti blagoslovi so darilo za vas, ker ste se odločili za srečo, za resnico. Tako kot jaz, leta 1988, 29. novembra. In naslednjo leto, 29. novembra, sem bila nagrajena leta 89 za čudovitim prvim mojim sinom, ki sem ga sprejela resnično z brezpogojno ljubeznijo. In moje življenje
je dobilo nov smisel. Ljubezen do sina, ljubezen do življenja, ljubezen do resnice mi je dala novo življenje. In 29. november je zame pomemben dan. In ga imenujem dan brezpogojne ljubezni. Imamo dan mrtvih, dan osvobodilne fronte, imamo dan alkoholikov, imamo dan kadilcev, vse sorte dneve že imamo. Dan osvoboditve Slovenije. Ampak dneva, dan brezpogojne ljubezni, a ga še ni uradno, vendar Društvo za srečno življenje Belis ta dan ima. Ga imamo. Včeraj osebno sem praznovala sinov 35. rojstni dan. 35 let izzivov od sistema me niso strli. Niso mi vzeli moje ljubezni do ljubezni. Niso. Vmes sem bankrotirala, totalni minus. Ukradli so mi hišo, 2 stanovanja, avto, otroka, moje ime so popljuvali, obsodili so me, zaprli so me, policaji so mi celo oba zapestja zlomili, krivo so me obsodili, lažno so me obsodili, mojega otroka 4. so naklepno umorili zaradi kraje organov in krvi. Ampak preživela sem. Nekateri, ki me poznajo, ne morejo verjeti, da se smem. Zakaj se lahko smem? Zato, ker sem odpustila. Ker sem dala ljubezen na prvo mesto. Ker sem jaz odpustila. To ne pomeni, da so se ti ljudje že opravičili meni. Niso se še. A pa se bodo slej ko prej. Razen, če želijo, da se cvrejo v grehih še naprej milijon let. To je njihov problem, ne moj. Vsak, ki dela z ljubeznijo, je blagoslovljen. Ki dela za ljubezen, je blagoslovljen. Vsak, ki trpi zaradi tega, ker širi besedo življenja, ljubezen, je blagoslovljen. Tisti, ki pa zatirajo ljubezen, ki jo ubijajo, ki jo križajo, ki v njej slabo govorijo, ki ponižujejo resnico, ki ponižujejo Božje otroke, ti ljudje bodo dobili svoje plačila. Tisti, ki smo se odločili za brezpogojno ljubezen, imamo tudi plačilo, ker sejemo, to žanjemo. In hvaležna sem, da vztrajam pri svoji zavezi, ki sem jo naredila 29. novembra leta 1988. Ta zaveza mi je dala novo življenje. Tudi veliko je bilo vmes dogodkov, ki jih meseni ljudje ne razumejo. Jaz pa sem zapuščala svojo preteklost. Zmote in zablode mojih staršev in mojih prednikov. In tudi svoje. Bila sem podnižna pred resnico. Pred Božjo resnico. Nisem pokleknila pred sistemom, ne pred duhovniki, niti ne pred papežem. Oznanjala sem Božjo resnico. Da je Bog ljubezen, da je Bog ustvaril družino, da Bog želi, da smo srečni, zdravi, radostni in da delamo za mir in sprave.
In kdorkoli dela za ločitve, kdorkoli sodi, je na žalost obsojen. Razen, ko se odloči, da se bo tudi on pokesal in se odločil, da bo odprl vrata v svojem srcu, v svojem duhu za pravo resnico, za večno resnico, za tisto resnico, ki osvobaja, ki nas osrečuje, ki nas zdravi. Ja. Milijonkrat sem se zahvaljevala Gospodu Jezusu Kristusu za vse milosti, ki sem jih bila deležna. Leta 1989 bilo leto milosti, ne samo za mene, za celo Slovenijo. Tudi leta 91, pa leta 95. Leta 97 se je ta milost odmaknila, ker sem imela test, ki ga nisem zmogla narediti v imenu brezpogojne ljubezni. Dolgo sem rabila. Ampak tudi odpustila sem objavcu mojega 4. otroka. Odpustila sem sama sebi. Odpustila sem sodnici, ki me je lažno obsodila. Vsem, ki so mi sodili, ki so pljuvali po meni, ki so o meni grdo govorili, tudi svojih hčeri sem odpustila. Odpustila sem partnerjem. Odpustila sem sistemu in vem, da sem pod milostjo. Nisem nič dobrega takega naredila, da bi si zaslužila vse te milosti. Samo sprejela sem jih. Odločila sem se. Zavezala sem se brezpogojni ljubezni. Samo to sem naredila. Prvi korak. Vse ostalo se dogaja zaradi tega prvega koraka, ki pa je bil moj. Bog ni tat, ki bi prišel na silo v naše srce. On potrka enkrat, dvakrat, trikrat, nežno. Mogoče ti pošlje kakega misionarja, mogoče slišiš kako besedo preko Zooma, mogoče prebereš nekaj. Bog nas nagovarja. In v zadnjem času nas nagovarja celo preko YouTubea. Ogromno je na YouTubeu besed molitve, besed pričevanj, kako so se ljudje spreobrnili, ko so se odločili za brezpogojno ljubezen in sprejeli v svoje srce Božjo besedo, sprejeli ljubezen. In kdorkoli se je odločil za ljubezen, je blagoslovljen. In kdor dela ljubezni, je tudi blagoslovljen. Naše društvo za srečno življenje Belis že od leta 2002 seje semena ljubezni. Ni bilo enostavno. Veliko je bilo ovir, veliko je bilo načinov, kako so nas želeli zaustaviti, posebno mene in mojega moža. In vendar smo še vedno tukaj. In vedno bolj lahko delujemo tako, kot je Božja volja. Opozarjamo na zmote in zablode sistema in govorimo o tej brezpogojni ljubezni, ki je darilo za vsakogar izmed nas. Osebno sem se odločila za to brezpogojno ljubezen, ko sem bila v globoki in veliki temi, bolečinah. Danes, po tolikih letih, pa lahko rečem, da je moja duša radostna. In hvaležna sem sama sebi in tej milosti, ki me je
učila, blagoslavljala, ki me je navdihovala, ki me nikoli ni zapustila, kadar sem se obrnila na njo. Preden pridem tukaj pred vas, vedno prosim Bog, lepo prosim, govori skozi moja usta. Govori zame in za vse, ki bodo to poslušali. In ko poslušam svoje govore, se moja osebnost, moja zemeljska osebnost tudi uči. In se zdravi. Od vseh ran, ki sem jih dobila od sistema, ampak so ozdravljene samo takrat, ko se jaz odločam, da vse izzive, vse bolečine osebno blagoslovim z brezpogojno ljubeznijo. Želim si, da vsi vi, ki še bijete ta zemeljski boj, da zmagate z brezpogojno ljubeznijo do sebe in do vseh bližnjih. Da se ta ljubezen v Sloveniji pomnoži, da bo Slovenija dežela srečnih, zdravih ljudi in da bo res v Sloveniji raj, tisti raj, ki se ga je Bog zamislil za našo lepo Slovenijo in za vse nas. Hvala vsemogočni Božji ljubezni, ki še vedno vztraja z nami in še vedno trka na naša srca in nas kliče, da sprejmemo ta blagoslov življenja in radosti in da to darujemo naprej. Hvala lepa za vašo pozornost.